Organizacije ne morejo obstajati in ne obstajajo neodvisno od svojega okolja in brez komuniciranja, saj prav komuniciranje konstituira organizacije. Organizacije se konstituirajo s pomočjo in prek komuniciranja in ni organizacije, ki ne bi komunicirala s svojim okoljem. Komuniciranje torej na eni strani ter razvoj, gradnja, upravljanje in vzdrževanje vzajemno koristnih odnosov med organizacijami in njihovimi deležniki, temeljna je skrb odnosov z javnostmi. In kakšni so najnovejši trendi na področju odnosov z javnostmi? Izdvojil bi pravzaprav dva trenda. Prvič, čedalje več organizacij se javno zavzema za reševanje različnih okoljevarstvenih, etičnih, družbenih, političnih, če hočete, perečih vprašanj. In deležniki, zlasti pa porabniki, čutijo močnejše povezave s tistimi organizacijami in tistimi blagovnimi znamkami, ki so pripravljene zavzeti jasna in predvsem pristna stališča o perečih družbenih vprašanjih. In drugič, digitalna doba je seveda prinesla številna digitalna orodja, družbena omrežja, številne digitalne vsebine. Res je, priljubljenost digitalnih vsebin in družbenih omrežij čedalje bolj narašča. Najnovejši trend je denimo uporaba aplikacije TikTok ali korporativnih podkastov, preko katerih organizacije pripovedujejo zgodbe. Toda prav pripovedovanje zgodb ali storytelling ali po slovensko zgodbičenje je pravzaprav, odkar obstajamo, eden od najbolj učinkovitih načinov komuniciranja. Ker zgodbe hitreje pritegnejo pozornost javnosti, omogočajo lažje prenašanje sporočil, ključnih komunikacijskih sporočil, lahko vplivajo na spremembe v razmišljanju, na spremembe vedenja, ker imajo prepričevalno moč. Spomnimo se samo pravljic iz našega otroštva. S pomočjo zgodb torej lažje sporočamo zapletenejše, bolj kompleksne, bolj tehnične koncepte, jih naredimo lahko zanimivejše, javnost pa se lažje poistoveti z organizacijo oziroma blagovno znamko. Tako pravzaprav prihaja do zlivanja digitalnih online na eni strani in analognih offline na drugi strani vsebin in komunikacijskih orodij. Vendar ne glede na nova tehnološko podprta komunikacijska orodja, ki ustvarjajo seveda nove možnosti, nove izzive, bistvo odnosov z javnostmi ostaja še naprej enako in to je strateško upravljanje odnosov z deležniki, ker so odnosi z javnostmi pomemben strateški in krovni povezovalec vseh komunikacijskih aktivnosti organizacije.